Lepo pozdravljeni iz Trbovelj, mesta akrobatov, kjer mladi, nadobudni inovatorji, podjetniki iščejo rešitve, iščejo produkte, s katerimi želijo prodreti v svet, spremeniti panogo s svojim produktom, tako kot je uspelo našemu nocojšnjemu gostu, živi legendi svetovnega letalstva, Ivi Boscarolu, ki je zavedno spremenil letalski svet. Gospod Boscarol, dober večer. Dober večer vsem skupaj in hvala za povabilo. Povejte nam zdaj, s čim se trenutno največ ukvarjate, s katerim projektom? Jaz sem se vse življenje ukvarjal z več projekti, čeprav me bolj poznate tako kot izdelovalca in načrtovalca letal. Jaz sem v življenju vedno počel več stvari, ker sem hotel biti na varni strani. Vedno sem razpršil tveganje. Ne vem, koliko veste, jaz sem 10 let živel od fotografije, zlasti koncertne. S Tomažem Domiceljem sva hodila po Evropi, takrat še iz bivše Jugoslavije. On je pisal, jaz sem fotografiral, tako da sem eden redkih ljudi, ki je bil na snemanju recimo 10 dni albuma The Wall od Pink Floydov in tako naprej, ker je bil njegov prijatelj, je bil Jeff Griffin, ki je bil producent na BBC-u, kjer je Tomaž nekaj časa delal. Tiskar sem bil dolgo in tudi zdaj počnem veliko stvari. V tem trenutku sem tako ali drugače vključen v 18 podjetij, takih in drugačnih, večino v Sloveniji, ampak tudi v Švici, Združenih državah Amerike in na Kitajskem. In v glavnem koordiniram, ampak včasih se pa tudi tako ukvarjam prav z mikromanagementom. Zdaj smo blizu temu, da bomo bivši Kolosej, po novem Odisejo, odprli. To bo največji kulturno-zabavni kinocenter v državi. Jaz računam, da bomo imeli v prvem letu poslovanja že več kot 2 milijona in pol obiskovalcev, ker poleg kina bomo imeli še vse kongrese, pa ne vem, plesne šole, vse živo skratka. Tako da ob četrtkih imamo te sestanke z izvajalci in danes je četrtek in sem pol to malo združil, da sem prišel še sem. Povejte nam, kako pa gre projekt laboratorijskega mesa. Kje ste s tem projektom? Ker ta projekt zna tudi spremeniti stvari, tako kot jo je vaše električno letalo. To je res. Veste, v Sloveniji, ki je pokrita 70% zelenjem in kjer pridelava krme ni problem, se je težje pogovarjati o tem, da ali potrebujemo alternativo za meso pridelano na živi živali. Ampak če greste pa kam na Daljni vzhod, pa vidite, da je zadeva čisto drugačna. Samo en Šangaj, eno velemesto na svetu, ima 32 milijonov ljudi, Kitajci jejo 3-krat na dan. To je 100 milijonov obrokov na dan. In zaradi dviga morske gladine, zaradi klimatskih sprememb, ko bo vedno več padavin padlo v zelo kratkem času, ko bojo poplave, ko bojo toče, ko bojo dolgotrajna obdobja suše, bo vedno težje pridelovati krmo za živali. In zaradi tega, ker sem seveda v času Pipistrela potoval več kot 150 držav, sem videl, kakšno težavo imajo nekatere države z zagotavljanjem hrane. In ko je prišla celična tehnologija tako daleč, da se jo da celice gojiti v laboratoriju, seveda se je začelo takoj o tem razpravljati tudi in tudi po svetu razvijati tehnologijo, da bi celica namesto na živi živali bila vzgojena v umetnih pogojih, ampak še vedno celica živali, torej ne gre za umetno meso, gre za naravno meso, samo je pridelano v drugačnih pogojih, umetnih pogojih. Mi smo zdaj tako daleč, da imamo že prve prototipe. Zdaj pri laboratorijskem mesu
seveda ni problem celico zmotivirati, da ena raste v kost, druga raste v kito, tretja raste v kri in tako naprej. Problem je seveda to skombinirati, kako se te celice seveda printa, kako se jih prisili, da rastejo v tisto, kar mi potrebujemo. To je seveda proces, ki ni enostaven. Treba zagotoviti tudi enake pogoje, to se pravi 37 stopinj, tako kot na živali ni problem. Hrana je problem, ker celica ne ve, ali raste na živali ali pa raste v laboratoriju. Ona potrebuje enake pogoje kot na živali. In to je sedaj seveda veliko izzivov. Prvo pridelati medij, ki hrani celico, ki je danes seveda še sintetičen. Mi delamo na tem, da jutri ne bo več sintetičen, ampak pridelan iz odpadkov hrane. Da ustvarjaš pogoje brez prevelikih vlaganj energije v to. Vse to so stvari, ki jih zdaj razvijamo, in pa seveda, da delamo tudi na tehnologiji, kako bi to lahko ljudje imeli, na dosegu v roke, ker veste, danes tisti, ki se ukvarjate s kmetijstvom, veste, da zaradi tega, da meso ne propade, da ga lahko, pošljete po svetu, mora imeti antibiotike, mora imeti konzervanse in tako naprej. Pri laboratorijsko pridelanem mesu vsega tega ni, ne. To raste v sterilnih pogojih in zaradi tega mora biti tudi hitro konzumirano, mora biti proizvedeno blizu končnemu potrošniku, in zaradi tega bo treba tudi tehnologijo bioreaktorjev, ki so sedaj predragi, bo treba seveda narediti bolj okolju in pa uporabnikom prijazno, tako da končni cilj, je, da bomo lahko imeli doma v kuhinji poleg pralnega stroja tudi neki bioreaktor, ki po recimo 5-6 mesecih proizvaja meso in si proizvajamo meso doma. Seveda, v tem trenutku je veliko neznank, v tem trenutku je tudi, po svetu še veliko skepse do takega mesa. Nekatere države, ki imajo težavo s dostopom do mesa, recimo Daljni vzhod kupuje meso in uvaža iz Avstralije, iz Južne Amerike in tako naprej. Te države so tudi že zakonodajo spremenile, tako da se lahko legalno to proizvaja in prodaja, ne. V Evropi bomo verjetno malo kasneje prišli do tega, ampak vseeno, glejte, prišel bo čas, že danes, če hočete kupiti sadje, ki ima oznako, da je ekološko pridelano, je že sedaj dražje od drugega sadja ali pa zelenjave. Prišel bo čas, ko bo krma in po svetu tak problem, predelati krmo, da bo naravno meso sicer možno ga dobiti, ker bo še vedno države, kjer se ga bo dalo proizvajati in tako naprej, ampak bo toliko drago, da si ga bojo lahko privoščili le najpremožnejši. In za vse ostale je treba dobiti alternativo, da se bo, svetovno prebivalstvo, ki nenormalno narašča, lahko prehranilo. In tisti, ki imamo to možnost nekaj na tem delati, mislim, da je tako kot ohranjati atmosfero, ko ste videli prej na filmu, je naša dolžnost, da na tem delamo. Kdaj bo to laboratorijsko meso po vaše postalo realnost, recimo iz vašega podjetja, da bo lahko na prodajnih policah? Torej, nekje se da laboratorijsko meso že kupiti, samo morate imeti srečo, ker je seveda bistveno večje povpraševanje po njem, kot so sedaj kapacitete za proizvodnjo, zato je tudi izredno drago. Mi smo zdaj v procesu, ko smo že prvo kašo, kjer ni potrebno seveda vsaki celici povedati, ali naj bo žila, ali naj bo kita, ali naj bo kri in tako naprej. To že imamo, to kašo že proizvajamo. Naslednja faza bo proizvodnja maščob, ker seveda tudi maščobe so del mesa. Veste, meso je sestavljeno iz milijon nekih komponent, ki jih je treba potem strukturirati na čim bolj podoben način tkivu, ki je na živali. Tako da jaz računam, da prav tak,
zrezek, če lahko temu rečem, ki bo imel enak okus kot pravi zrezek, ampak bo mogoče še imel malo drugače zastavljene kite pa strukturo, kot je na živi živali, tam nekje leta 2028. 2028. Vlagate tudi v startupe? Ja, seveda, jaz mislim, da je zdaj to tudi eno od mojih poslanstev, ne, jaz vem, kako to izgleda. Začel sem iz nule, veliko mojih kolegov je začelo z garaže, jaz niti garaže nisem imel, ker nismo imeli avta doma, tako da sem dnevno sobo pospravil in sem poklical tam z občine, da so prišli, da so mi dali obrt. In vem, kako je, ko nimaš denarja in ko imaš idejo in ko bi nekaj naredil in ko te nobena banka resno ne jemlje. Zaradi tega tisti, ki imajo dobre ideje ali pa ki imajo že produkt, pa bi ga radi spravili, ne vem, na svetovni trg, ki imajo znanje, ampak nimajo izkušenj, ne. Seveda so, bom rekel, tisti, ki so meni v tem trenutku najbolj zanimivi. Kateri so vam recimo startupi ta trenutek najbolj zanimivi? Ja, zdaj jih je kar nekaj, ne. Vsak je zanimiv. Jaz nobeno stvar v življenju nisem delal zaradi denarja, sem pa vse delal tako, da sem v tem užival, ne. In jaz sem eden redkih ljudi na svetu, ki lahko rečejo, da jim je služba hobi in hobi služba. In to delam še danes, ne. Če mene nekaj ne pritegne, ne grem v to. Tudi če so lahko ne vem kolikokratni donosi, ampak moram malo v tem uživati. Zelo velike upe zdaj polagam in mislim, da konec leta bomo že na trgu. Startup Adipos, to je sicer slovenski startup, ampak je v Švici, zaradi tega, ker je tam bistveno lažje priti do testiranj tudi na ljudeh in tako naprej. To je startup, ki je razvil en kontrast, to je taka tekočina, ki se jo ubrizga v žilo. Če imate, ne vem, pregled magnetno resonanco, CT in tako naprej. In detektira tako imenovane rjave maščobe v telesu, ki so povezane z rakastimi obolenji. In ta kontrast z eno enostavno to PET-CT tehnologijo oziroma preiskavo, ki traja nekaj 10 minut, ugotovi, ali, in to 100%, zdaj smo tudi že v Franciji testirali kar v nekih bolnicah, tako da zdaj imamo dovolj vzorcev, ugotovi, ali ste vi dovzetni na zdravljenje s kemoterapijo ali ne. Ker danes morate dobiti kar nekaj doz kemoterapije, ki ne samo to, da vsaka stane nekih 70-80 tisoč evrov in tako naprej, ampak je to seveda tudi za telo zelo velik šok, zgubiste lase in tako naprej. Tukaj pa enostavno z eno tako zelo enostavno preiskavo ugotovite, ali bo kemoterapija uspešna. In to bo zelo velika revolucija. To je eden od recimo takih bolj zahtevnih startupov. Startup, ki verjetno bi njegov produkt bi vsi radi imeli doma, ne, sem tudi udeležen zraven, so te ptičje krmilnice, verjetno jih poznate, Bird Buddy, ki zaznajo ptička, ki pride na krmilnico in vam pošljejo na telefon fotografijo ali video in tako naprej. In spremljate, kaj se dogaja na vašem vrtu. To je, bom rekel, zelo enostavna ideja, butasta, ampak s pravim marketingom se je dejansko v ZDA, več ali manj je zdaj prodaja v ZDA, ampak to tako močna, da jaz mislim, da bo to eden prvih samorogov, ki bo vreden 1 milijardo z enega, v navednicah, butastega produkta. Če vam povem, da sam lansko leto v tistem tednu pred Črnim petkom smo prodali za $17 milijonov krmilnic. Tako da to so, kakšne stvari je težko razumeti, zakaj so uspešne, ne? Ampak ja, podjetništvo ima določene zakonitosti, ampak inovacije pa nimajo, ne? Jaz pa moram reči, da nič nisem v življenju razvijal ali pa inoviral na zalogo. Ene stvari. Jaz sem vedno moral najprej pogledati, kaj na trgu manjka, in potem sem rekel ekipi, dajmo to narediti, ker če nimaš trga, danes imaš lahko polna skladišča najboljšega produkta in da nobeden za to ne ve, boš lahko propadel, ne? In zdaj imamo take stvari, kar manjka. Če pogledate, na svetu je 1 milijarda motoristov, ne? In vsi imajo isto težavo.
če pridejo v dež ali pa se vozijo po mestu ali pa za avtom, ne, jih pošprica in ali nič ne vidijo, ker imajo vizir zapackan, ali pa dvignejo vizir in so mokri. Ne obstaja brisalec za čelade. A lahko mislite, da danes leta 2025 ni tega na trgu? In en startup iz Šiške je to razvil in zdaj smo že seveda na svetovnem trgu. Zdaj ima že tudi naša policija testira, naša poštarji bo imeli in tako naprej. In jaz mislim, da tudi recimo motoristi že so to testirali, tekmovalci. In jaz mislim, da bo to iz stališča varnosti spremenilo ali pa toliko povečalo varnost motoristov v prometu, da bo to po moje čez nekaj let sigurno standard, tako kot so postali varnostni pasovi. Ker imate brezžično kontrolo na krmilu, ne? Imate različne hitrosti, če ne rabite, ga date v žep recimo. In to je dejansko produkt, za katerega človek ne bi mislil, da ne obstaja. Ne? In tako, take lušne stvari imam. No, tako, da. Vsi stvari pravite, mislim, da je ena lušna stvar povezana tudi z vodo, električni sup. Tudi tukaj ste soudeleženi. Ja, lejte, ni treba biti dosti pameten. Ne? Če iz bicikla bom rekel, biciklizem šel iz navadnega bicikla na električno kolo, ne? Ja, vse je logično, da sam pogledaš na trgu, zakaj tega ni. Ne? In pri supu je, veste, kakšna težava je pri supu. Da, dokler je voda mirna, in greste vi na dopust enkrat na leto, 14 dni in seveda niste fizično tako nabildani, kot mislite, da ste, ne? Greste zjutraj lepo s supom malček ven na morju in pol greste malo bolj daleč in pol začne pihati, pa so malo valovi in tako naprej in ne pridete več nazaj in pol vas pridijo lepo povleči in reševati. Ne? Tudi preden to napumpate, imate kar težavo. Ne? No in spet en startup iz Kamnika je razvil tako, da na sredini imate tak majhen vložek, ki ima noter kompresor, da vam avtomatsko sam napolni sup do vaše prave trdote, glede na vašo težo. Imate noter električni motorček, ki deluje tudi lahko 10 ur, tako da se lahko cel dan s tem vozite. Ima noter celo lučko, da čez večer greste, ne vem, s lubom na glavi do kempa, da si še posvetite dol in tako naprej. Sveda na tem veslu imate brezžično kontrolo, imate GPS, tako da se lahko spremlja, kje ste, tako da tisti, ki rentajo oziroma izposojajo te supe, zvečer vejo, kje supi so. Mislim, taki zelo enostavni produkti nasprot letalstvu, ne? Ker če mene vprašate, letalstvo je najbolj kompleksna industrija takoj za vesoljsko, ne? Kjer je, ne vem, noter 5, 6, 7 tisoč delov, od katerih, če ima eden težavo, ima težavo cel produkt, ne? In je, bom rekel, tudi človeško življenje od tega odvisno, ne? Tukaj pač teh težav ni in se zjutraj ob 4 uri bistveno enostavneje zbuditi, kot pa do 3 leta nazaj, ne, ker sem to prvo najprej zjutraj pogledal, če je kdo cepnil ali da je imel kdo težavo in tako naprej. Tako da zdaj moram reči, da sem bistveno bolj sproščen, čeprav delam verjetno več kot prej, ker imam več te stvari, ampak ja, kakšnih takih glavobolov pa ni, no, s temi startupmi, moram reči. Vi ste na inauguracijo predsedniku Trumpu nesli penino Mare Santo. Ne? Zakaj ste izbrali ob vsem tem, ne, kar imate, kar delate in tako naprej, ne, kjer ste soudeleženi, ravno to penino? Ne? In kako ste jo tam predstavili? Ja, lejte, ta penina, ne, je zgodba. To, jaz pravim, to ni penina, to je luksuzno darilo, ki zelo pooseblja Slovenijo. Namreč jaz sem pred časom vstopil v družbo Mare Santo, ki je, to so Brici, ne, dobri vinari, ki so to razvijali že leta. In tudi je patentirano, ta postopek patentiran in tako naprej, čeprav se vsake toliko časa pojavi kakšen drugi, pa ga je treba malo ustaviti. Ampak dejstvo je, da razvoj
te penine, ne, namreč ta penina je sicer dobra, mi smo zdaj dobili v Franciji dvojno zlato medaljo kot prvi proizvajalci penine, ki so dobili v Franciji dvojno zlato medaljo za kakovost in proizvajalec ni Francoz, ne. Tako da je tudi penina dobra. Ampak jaz pravim, point je nekje drugje. Ta penina je 2 leti v morju. Tako da tudi razvoj, ne morete reči, zdaj bom pa to probal, ne, in bomo videli, če gre, ne. Ampak čez 2 leti jo potegneš ven, vidiš, da je steklenica počena, ne, in moraš spet ponoviti. Tako da je res razvoj je trajal bistveno več časa, kot sem jaz zdaj zraven, ne, tako da jaz sem prišel bolj za rekel, jo spraviti na svetovni trg, in ker mi je tudi zgodba všeč. Ampak je slovenska zgodba. Vino se stara v Slovenskem morju, na 20 metrih v temi, tako kot v kleti. S tem, da v kleti je treba penino, tisti, ki se malo spoznate, jo treba vsakih 14 dni ali kaj takega, treba steklenico obrniti. Tukaj pa zaradi morskih tokov se stalno malo premika in je tudi čas zorenja vina bistveno krajši. In potem, ko pride ta steklenica ven, seveda se jo očisti in je polna školjk. Ene so večje, ene so majhne. Če greste pogledati Mare Santo Wines, boste videli, kakšne so prav take, res, mislim. In je enkraten produkt, ki se ga potem seveda očisti, sterilizira in tako naprej. In potem, ko se imamo fejst, ko nazdravimo s to penino, ne, je ta penina, oziroma je ta steklenica tako enkratna, da jo ljudje ohranijo in jo dajo na televizijo ali na dnevno sobo in imajo za vazo, dajo vrtenco noter. Skratka, 3 življenja, ne? Ena v morju, ena pol trajna in tisti trenutek. In to, jaz sem kar nekaj časa potreboval, da sem partnerje, prepričal, da to ne prodajamo kot vino. Ker to ni glavni point, ne. Sem rekel, to je luksuzni produkt, to je luksuzno darilo. In je kar nekaj časa trajalo, da so to razumeli in dejansko zdaj ne gremo na vinske sejme, ampak gremo na, sejme luksuznih daril. In je naš trg, so, jahte, kjer se to dela, zdaj se pogovarjamo za MotoGP, da bi bili uradna penina in tako naprej. To je drugačna zgodba. To je penina z najvišjo dodano vrednostjo tudi v Sloveniji. Zdaj mi recimo taka penina stane $300, recimo v Koreji, Japonski in tako naprej. Tako da Ralf Schumacherjev ima v svojih restauracijah, po kempinskih hotelih in tako. To je ta rang penine, ne. Pa ni to, ne gre za 100 steklenic. Mi imamo zdaj v morju 120,000 steklenic, ne, tako da je tudi že proizvodnja zanimiva. In zdaj smo že 2 tudi za protokolarno darilo slovensko, ne, sta že 2 predsednika to dobila in je res nekaj posebnega. In kaj drugega bi jaz lahko, bom rekel, v Belo hišo nesel, glede na to, da imamo tam prvo damo, ki je slovenski korenin, imamo očeta njenega, imamo najbolj znanega svetovnega zeta, ne, pa ne nazadnje tudi vnuka od gospoda Knausa, ne, oziroma sina. Zakaj ne bi nesel nekaj takega slovenskega, ki je pa edinstveno, ne? In jaz mislim, da je bilo zelo dobro sprejeto. Ne? Je bilo? Ja. Dobro. Na inauguraciji pri Trumpu, ne, ste srečali tudi enega najbogatejših zemljanov, Jeffa Bezosa, fotografirali ste se z njim tam, to fotografijo smo vsi lahko videli. Kako pride do takih, recimo, srečanj na takih dogodkih in potem o čem steče, recimo, beseda v teh kratkih trenutkih, ko ste recimo skupaj? Torej, jaz sem imel eno zelo veliko srečo, ne glede, pustimo, kaj slovenski mediji pišejo, kako Slovenci doživljamo, bom rekel, prvo damo. Jaz vedno rečem prva dama, nikoli ne rečem Melania, ker to je inštitut, ki se ga Slovenci premalo zavedamo, kakšna promocija je to za nas. Ampak zaradi, 30 let, 40 let nazaj stvari, ki jih je počela, zdaj, še vedno se obnašamo, čudno do nje. Dajte dvigniti roke, vsi, ki v mladosti niste naredili kakšne neumnosti. Vsi smo jo, ne? Dobro, recimo, da jih Trump tudi še danes dela, ne? Vsi jih delamo tudi še danes. No, ampak, glejte, danes je
prva dama, ne, in gospod Trump in njen oče so ljudje, ki so poznani celemu svetu. In če te nekdo povabi, da prideš na inauguracijo, ko bo on slovesno zaprisegel, da je postal predsednik ene najpomembnejših držav na svetu, ni lahka odločitev, ali greš in te bojo potem Slovenci pljuvali, ne, kaj si šel delati, ali boš izkoristil to priliko, ki jo ne moreš niti kupiti in se ne bo nikoli več ponovila. Jaz sem hmal enkrat že prej naredil eno tako napako, ker sem, ko smo zmagali na nasinem tekmovanju v Ameriki in pobrali tisto nagrado $1,300,000, ki je bila višja od Nobelove nagrade takrat, ko smo z električnim letalom preleteli 600 km daleč, 4 potnike s povprečno hitrostjo 220 km/h. Leta 2011 še danes ni električnega avta, ki bi lahko to naredil, ne. Takrat so me povabili na srečanje oziroma na kosilo z angleško kraljico. In jaz sem rekel, ne grem, ker jaz ne nosim kravate, ne. Namreč kravata je hrvaški simbol in jaz tam nim na nič, ne. In pol mi je hčerka rekla, ti ne moreš reči kraljici ne, ne, to ne gre, ne. In sem smokom v grlju šel, ne, in vam povem, da če ne bi šel in če bi vedel, kako bo, bi se sekiral celo življenje. Ker to, da se je pogovarjala praktično 3/4 ure o meni in da je vedela vse o Pipistrelu in vse, kaj sem naredil, sem spoznal, kako izgleda visoka šola diplomacije. In sem rekel, da bi zdaj jaz zamudil še eno tako priložnost, ki pa ne traja 3/4 ure, ampak 4-5 dni, ne, bom rekel, pa tudi, če si Slovenci karkoli mislijo, kam sem šel, grem. In vam povem, se bi sekiral pa še do konca življenja, sigurno. Ker to, da vidiš, recimo, kako drugače je tam predsednik sprejet, kot ga tukaj slikajo mediji, kako drugače ga tam ljudje sprejemajo, kot imamo tukaj predstavo o njem, kako vidiš, kako cela Amerika se zgrne v najbolj varno mesto na svetu, zato da bi ga pozdravila in bila del trenutka, ki ga pričakujejo že desetletja, da bi Amerika postala spet velika in tako naprej in močna. To vzdušje doživeti, to je bilo tako nepopisno, vam povem, da to se ne da opisati. In da si v najbolj varovanem delu sveta in praktično ne vidiš policije, vse je tekoče, vsi so prijazni, in da, če se vrnem na vprašanje, ne, glede na to, da smo imeli srečo, tisti, ki smo bili zraven, nekateri, namreč 3 od delegacije, vsi smo bili povabljeni od očeta prve dame, ampak 3 smo dobili tudi uradno povabilo organizacijskega komiteja. Namreč jaz v Ameriki ni, da sem nepoznan tako kot v Sloveniji in sem dobil tudi zaradi svojih zaslug, ki sem jih naredil za letalstvo, sem bil tudi uradno povabljen. No, in smo potem seveda bili del vseh dogodkov malo drugače, kot so bili vsi ostali, ker mi smo sedeli, bom rekel, pri sosednji mizi od družine predsednika, ne. Z nami je bil oče od prve dame, ampak to, kar ste prej omenili, ne, pri sosednji mizi, je sedelo nekaj ljudi, ki so več vredni kot par kontinentov skupaj lahko, ne. Enega Bezosa ste že omenili in tako naprej. In še recimo tam okrog vas? Ja, vsi tisti, ki ste jih videli, ne, praktično. Tako da, ja, tukaj je težko naštevati, ampak v glavnem, ja, seveda, tehnološki velikani in njihovi lastniki. Največ pa tudi podporniki pa tako naprej. In videti, kako so ti ljudje lahko tudi preprosti, ko ni žarometov, ko ni novinarjev, ko ni varnostnikov, ker pač
zato, da si prišel na te večerne dogodke, je bil en določen protokol, ampak ko si bil noter, ni bilo več nevarnostnikov, ne nobenega. Ne? Vsaj vidnih ne, sigurno so bili. Ampak hočem reči, ko vidite, da je skoraj vsako nedeljsko kosilo družine, ki gre v Sloveniji v gostilno, bom rekel, bolj bogato, kot so bile tam gala večerje, kako preprosti znajo ti ljudje biti in kako ne delajo razlik med nekom, ki ga ne poznajo ali pa tako, ampak se pogovarjajo dejansko odprto z vsem, ker veličina teh ljudi se vidi potem, koliko so preprosti. A veste, jaz sem spoznal v svojem življenju veliko ljudi. Nekaj ste jih videli tam od lastnika in founderja Googla, ne vem, od Uberja, pa gospoda Gavriloviča, če grem na naše tukaj področje in tako naprej. Vsi so izredno preprosti. In tam me je to presenetilo, da ne glede na to, kako se obnaša recimo en Elon Musk na televiziji in kaj je del šova in kaj je del, bom rekel, scenarija lahko ali karkoli, drugo je, ko so ti ljudje med tistimi, ki se, bom rekel, ne počutijo nekaj drugače, kako so lahko preprosti in kako se lahko z vsakim pogovarjaš. In ta občutek oziroma to izkušnjo doživeti je verjetno nekaj, kar jo ne moreš kupiti dejansko. Ne. Ampak omenili ste Elona Muska, ne? Ki je zdaj del te nove administracije, obenem je pa podjetnik. Ne? Tesla, njegov električni avtomobil je najbolj prepoznaven. Ali je ta njegova zgodba, to, kar se zdaj dogaja? Ne? Recimo, da so delnice Tesle zelo padle, ne? Da izgublja njegovo podjetje na vrednosti, ne? Da ljudje, ki so kupili Teslo, ne, lepijo nalepko, ne vem, Tesla sem kupil, preden je začel Musk delati za Trumpa, kaže tudi na to, da je lahko, ne vem, da če gre podjetnik preveč aktivno v politiko, to lahko tudi nevarno za njegovo podjetje. Kako vi to zgodbo zdaj vidite? Ja, če jaz povem to, bom rekel, iz svojih lastnih izkušenj. Mene so tudi vabili v politiko, ne, pa sem bil svetovalec praktično vseh vlad, takih in drugačnih, levih in desnih, čeprav mene so Slovenci vedno nekam popredalčkali, čeprav nisem bil član nobene stranke nikoli, ne, ampak ne vem, Teja Petrinova mi je odprla ta prvo tovarno in sem bil LDS-ov, pol me je Lojze vprašal, če mu pomagam organizirati predsedniško kampanjo, sem bil od Nove Slovenije, pol me je Janša vprašal, če bi bil član strateškega sveta, so me SDS-u dali, tako da Slovenci vedno nekaj popredalčkajo. Ampak veste, podjetniki, ne, in to se zdaj zelo pozna, krasen primer imamo zdaj v naši državi, ne, ljudje ne ločimo, največkrat ne ločimo med vodenjem in vladanjem. In podjetniki smo odlični vodje, ker imamo škarje in platno v rokah v podjetju. In rečemo, danes bomo to delili, pa čeprav jutri bomo propadli, ampak je bila naša odločitev. In imamo možnost narediti uspešno zgodbo. In tako je naredil tudi Elon Musk. Ko pa prideš v trenutek, da moraš pa vladati, je pa to krepko višji nivo, ker moraš usklajevati interese velike širine množic, širine drugih interesov in tako naprej, in biti pameten. Kako to narediš, ne, ni enostavno. Zato so pa vladarji največkrat s tradicijo. Da so to bile, v svoje čase so bile rodbine, da so se tega vladanja učili. Danes pa vsak ima 5 minut časa, gre na volitve, zmaga in jutri vlada državi. In zato je po vsakih volitvah pademo nižje. Ker vladanje je umetnost, vodenje je pa znanje. In točno to se zdaj kaže tudi pri Elonu Musku. Čeprav je tukaj verjetno, in ne samo verjetno, je polno tudi drugih interesov. A veste, delnice, jaz tudi, bom rekel, seveda zaradi tega, da imam razpršeno tveganje, imam tudi
kar nekaj, bom rekel, prigaranega denarja v svojem življenju v delnicah in se v 2 letih precej naučil, kako je treba trgovati. Na začetku nisem vedel. Veste, delnica je popolnoma enako zanimiva v trenutku ali pa v obdobju rasti, kot pa v obdobju padanja. Ker če delnica močno pade, prej ali slej bo šla gor, ampak če močno pade in jo takrat kupite, imate največje možne zaslužke. Tako da jaz pravim, da se nobena stvar ne zgodi brez razloga. In jaz sem prepričan, da tudi delnice tehnoloških velikanov, jaz lahko odkrito povem, jaz sem lansko leto, mi imamo v portfelju nekih 80 različnih delnic, mi smo lansko leto na delnicah, ameriških delnicah tehnoloških velikanov, pa bom rekel, teh, ki se ukvarjajo in z umetno inteligenco, z oblaki, z kibernetsko varnostjo in naprej. Mi smo imeli tudi 300% donose lansko leto. Ne? In prej ali slej moraš vedeti, da to ne gre v nedogled. Ne? Ker pride vrednost družb, podjetij do ene točke, ki ni več realna. Za Nvidio, če to vemo in tako naprej. In pol moraš sam vedeti, v kateri točki moraš prodati. Ne? In pol sam čakaš, da bodo padle. In če si v koži enega Elona Muska, lahko to tudi zelo enostavno zmanipuliraš. In jaz sem prepričan, da je Tesla ali pa da so lastniki Tesle prodali veliko količino delnic, ko so bile na vrhu, in sedaj, ko padajo, jih bojo spet kupili in spet zaslužili. Tako da ne vzeti za suho zlato vse to, kar vam mediji dajo, računajte, da je lahko resnica tudi kje drugje kakšna drugačna. Če pogledamo eno leto, mogoče malo več kot eno leto nazaj, je Tesla objavila informacijo, da bo sprejemala vplačila v bitcoinih. Delnica je narasla za 70% v enem tednu. In pol je prišla informacija, da je Elon Musk prodal ne vem za koliko milijard delnic in so se vsi spraševali, zakaj. 2 dni potem je rekel, da se je premislil in da ne bo več prodajal za bitcoine. In delnice so padle skoraj za 50%. In pol jih je spet kupil. A veste, delnica, bom rekel, je zato, da niha in na nihanjih se ustvarja vrednost. To je ravno tako kot kriza. A veste, Pipistrel je eno redkih podjetij, tudi evropsko, ki v 33 letih nikdar ni imelo izgube. Ne samo to. Vedno smo imeli pozitivno rast. In a veste, kdaj smo imeli najvišjo rast? V 33 letih smo imeli 6 ali 7 takih zelo resnih kriz. In v vsaki krizi smo imeli največjo rast. Ker smo jo znali malo predvideti in ker smo pobrali delo tistim, ki kriz in težav na trgu, zaradi tega, ali niso imeli razpršenega tveganja in tako naprej, niso znali tega predvideti. Mi smo imeli najboljša leta v obdobju največjih kriz, tudi v covidu. Mi smo imeli en čas zaprto tovarno v Sloveniji, en čas v Italiji. Pa je sam 25 km razlike. Ampak ko so Italijani rekli, da bojo zaprli, smo iz Italije čez vikend prepeljali celo sestavo v Ajdovščino, celo v Vipavo tam, da smo lahko to delali, in pol drugam. Mi smo delali cel COVID, recimo. Ne? In pri delnicah je isto, a veste, vi morate sam znati predvideti. Jaz sem mojim doma rekel, mi bomo morali, ker Trump zmagal, sem rekel, zdaj gremo kupovati delnice ameriške, bomo prodali evropske, in konec januarja, en mesec po, ali pa par tednov po inauguraciji, ko bo prišla streznitev, jih bomo prodali, in smo jih prodali par dni preden so začele padati. To je tisto, kar morate znati
predvideti, če greste v posel. V posel in to imate vse možne, bom rekel, mehanizme v rokah. Če pa ste vladar, pa si vsega tega ne morete privoščiti. Ne? A veste, to je razlika. In zato Elon Musk ne bo nikdar dober vladar, čeprav bo lahko birokracijo porihtal in tako naprej, bojo, bom rekel, prečistili stvari, zdaj ne vem, če ste slišali, ne? Se delijo neumnosti veliko, ampak kakšno tudi fajn. Zdaj ugotavljajo, da imajo isto težavo, kot so imeli Grki, ko so bankrotirali pred leti, ne? Veste, kako je bilo v Grčiji, ne? Evropa poslala trojko dol in tako naprej, da so jih rešili. Zdaj so že na 110,000 državljanih, ki so mrtvi več kot 5 let in so dobivali penzije, ne? Ki so stari pod 120, 130 let pa tako naprej. Ne? Mislim, ko ni gospodarja v državi, potem se take zadeve dogajajo. In Američani zaupajo Trumpu, da tudi če bo slab, ampak bo gospodar in da bo te zadeve naredil. Pa še nekaj je, ne? Pravijo, ja, zakaj to en dan dela tako, en dan dela drugače in tako naprej. Razlika med Ameriko in Slovenijo recimo so 3 meseci, nič več. V Sloveniji, ko je vlada vzpostavljena, izvoljena, reče, dajte nam 100 dni miru, 3 mesece, da se mi pošlihtamo in da bomo videli, kaj bomo delali. V Ameriki mora predsednik v 3 mesecih vzpostaviti vso zakonodajo, zato da se pol 4 leta dela. In zaradi tega on že prvi dan podpisal 200 zakonov, ki jih je preden je postal predsednik, da jih je lahko začel izvajati. In seveda jih je polno tudi takih in drugačnih in tako naprej. Ampak tam drugačen, čas drugače teče kot tukaj. Gospod Boscarolo, kaj pa vam pomeni denar? Denar je, prvo, da razčistimo, kaj je denar. Ne? Denar si je izmislilo človeštvo zaradi tega, da se ne rabi ukvarjati z realno vrednostjo stvari. Denar je virtualna vrednost. Ne? In jaz mislim, da celo v tistem delu, ki je Petra Škarja pol v knjigi napisala noter, sem rekel, da če bi mi dali čarobno paličico ali pa če bi bila zlata ribica in da bi mi rekla, da mi izpolni eno željo, kaj bi jaz si zaželel ali pa kaj bi naredil. Denarju bi dal rok trajanja. Par mesecev, 1 leto ali karkoli. Vse, kar zaslužiš v tistem času, moraš porabiti. In ne bi bilo borz več, in ne bi imeli težave z kreditirani, vrtenjem umetnega denarja, kartice, mahinacij, tak in tako naprej. In ta civilizacija bi imela bistveno manj težav, kot jih ima zdaj. In tako je s temnem denar. Za nujno zlo, zato da pridem do tistega cilja, ki bi ga si zaželel. In moji cilji, jaz sem zelo ambiciozen človek, sem oven, vedno imam preveč projektov in tako naprej in sem vedno se boril, da sem dovolj denarja imel, da sem svoje projekte speljal. Zato sem tudi imel vedno konflikt z menedžerjem in s financami, ki so na meni pisali, koliko sem vreden in tako naprej, ker nisem denarja doma imel nikoli malo niti za en teden, ne pa za ene plače. Ne? Zdaj se je sicer to obrnilo. Ampak meni je bil celo življenje denar, rekel, sredstvo za to, da sem s kolektivom, ker danes človek sam nič ne naredi, moraš imeti najboljši kolektiv na svetu, če hočeš biti najboljši, ker prvi je samo eden, drugi je lahko vsak. In jaz sem ves denar, ki sem ga imel, sem ga dal od kolektiva do razvoja, do tega, da smo lahko potem spreminjali zgodovino. In meni je denar sredstvo za prideti do cilja, ki si ga zastaviš. Osebna potrošnja, če bi vi videli, koliko je moje stanovanje oziroma prostor, v katerem živim velik, in da nimam vikendov, pa ne vem, jaht, pa tako naprej. Sem pa imel kakšno letalo, ja to, ampak še to je bilo od firme. No, tako. In zakaj vas ta luksus nikoli recimo ni zanimal? Ne, se mene to je največji luksus, ki ga lahko imate, da greste dobre volje med kolektiv, da vidite, da bom rekel, uspete narediti to, kar veliki ne morejo, ne?
da pridete med te žareče oči, mislim, to je strašen luksus. A veste, malo ljudi, ne? In to, da greš po cesti in da te ljudje pozdravijo, da so ponosni na te, da se hočejo slikati s tabo, namesto da bi pluvali za tabo ali pa ne vem kaj. To je izredno velik luksus in jaz moram reči, da se vam vsem zahvaljujem, da ste me 9-krat zaporedoma izvolili za najbolj zaupanja vrednega poslovneža v Sloveniji, ker to je tisto, kar je največji luksus in dosežek, ki si ga lahko nekdo zamisli. Zakaj je za vas to zaupanje tako pomembno? Zaradi tega, ker ne samo zaupanje, tudi druge tradicionalne vrednote, če rečem poštenje, pripadnost in tako naprej, ker brez tega, to so temeljne vrednote civilizacije in ta civilizacija nažalost izgublja. In zaupanje je tisto, ki je osnova vsega. A veste, zaupanje je pomembno v družini, zaupanje je pomembno v poslu. Če jaz ne zaupam svojim zaposlenim, pol oni ne bojo zaupali meni. To je osnova vsakega odnosa, bom rekel, človeške rase. A veste, jaz ste videli preko 2000 letal, sem se prvi usedel v letalo, ki je prišlo s serijske proizvodnje. Tudi prototipe. Če jaz ne bi zaupal svojim ljudem, jaz se ne bi šel peljati nikoli. Ne? Ampak tudi oni, če ne bi zaupali meni, da lahko v Pipistrelu dočakajo upokojitev in tako naprej, mogoče bi tudi kdo pozabil kakšno matico prišraufati. Ne? A veste, to je tisto. Zaupanje je pomembno. Ne? Zaupanje je temelj vsega, kar v življenju počnemo. Ne? Jaz se sam bojim za to civilizacijo dejansko, da te vrednote, ki so, bom rekel, pripeljale tudi do civilizacijo do sem, sedaj jih ne dojemamo več tako, kot smo jih nekoč. Veste, meni so 2 leti nazaj na Univerzi v Novi Gorici podelili častni doktorat za moje tudi razvojno delo, za katerega se mogoče malo ve, ne? Ampak jaz imam tudi zelo dosti tudi raziskav za sabo in tako naprej. In potem sem rekel, malo za šalo, malo za res, v redu, sprejmem doktorat, če mi date en semester, da predavam. In so rekli, super, krasno, ne? In kaj boš pa predaval? Sem rekel, rehumanizacijo. Ker danes mladi potrebujejo to. Danes ni več humanosti med nami. Ne? A veste, danes se ne znamo več pogovarjati. Danes se ne znamo več pobožati po roki. Danes živimo v nekem napol virtualnem svetu. Danes to, da bi bili ponosni na to, kaj nekdo dela, pa tvoj sosed ali na njega, to ne znamo več, ker itak imamo vse na spletu in smo lahko ponosni lih tako nekega Korejca ali nekoga drugega. Ne. Ta čut, ne, ki ga, bom rekel, in toplina, ki je osnova tudi družine in vsega, ne, to smo počasi začeli izgubljati. In to je velika nevarnost za to civilizacijo. In dostikrat rečem, da to, kamor smo pa zdaj še prignali z vso tehnologijo, ne, ki seveda se tako hitro razvija, da je eksponentna in da danes v enem letu doživimo to, kar je naša generacija, bom rekel, lahko v 20-30 letih, ne, to nas še bolj odtujuje in te humanosti, ki je osnova in ki jo imamo od vseh živih biti samo ljudje, tega se ne zavedamo več in to izgubljamo. Povejte mi, prejeli ste ogromno nagrad. Katera vam je najljubše? Ne, ste živa legenda svetovnega letalstva. Malo ljudi je v Sloveniji takih, na katere smo lahko recimo ponosni, da so dobili tudi take nagrade, da so res prepoznavni tudi povsod po svetu. Ja, jaz sem dobil 137 imam nagrad ali pa takih priznanj mednarodnih in tako naprej. Imam to zelo lepo pošlihtano. To, kar sem prej rekel, ne, mi dejansko največ pomeni. Da me ljudje spoštujejo in da me cenijo.
In to se vam moram vsem skupaj zahvaliti, tisti, ki ste pač skozi Reader Digest to glasovali. In to, da lahko, bom rekel, da sem lahko vzor s temi nagradami, ki sem jih prejel, da sem lahko vzor drugim. Nagrade za uspehe, ne, take in drugačne, so pomembne, ker ti dajo motivacijo, ampak veste, kriterije za uspeh postavljamo ljudje sami. Za nekoga je krasna slika, ne vem, ki je zelo realistično narejena, za drugega je najbolj uspešna, bom rekel, kreacija tistega leta, je ravno platno in z srebrnim selotejpom prilepljena banana. Ne? Poznamo to, kaj je bilo lani. Ne? A veste, ne? Ampak določene stvari, ne? Ki niso toliko vezane na uspeh, ampak na doživljanje nekoga, so pa imajo take, bom rekel, osnove, na katerih lahko nekoga cenimo. In to je ravno spoštovanje, to je ravno to, kar sem prej govoril. In to, da mene Slovenci spoštujejo, seveda je polno tudi takih, ki bi me utopilo v žlici vode, to je jasno. Ne? Ampak to je največja nagrada, ki sem jo dobil. To moram reči. Povejte mi, kako vidite, ste prvi na svetu certificirali električno letalo za potniški promet. Zdaj recimo prej smo že bili malo pri Trumpu. Ne? On zelo obuja fosilna goriva, tudi Evropa, ne, je malce razmišlja zdaj, ta zeleni prehod še tako intenzivno iti v njega ali ne. Kakšna je po vašem mnenju potem prihodnost električnega letalstva? Glejte, najprej glede Trumpa in fosilnih goriv. Ne. Jaz sem bil zgrožen, ko sem tukaj bral medije in dol, ne, kakšne polovica stavkov se na poti izgubi do Slovenije. Ne. Veste, Trump ni rekel, da zdaj bo pa on onesnaževal s fosilnimi gorivi. Ne. Trump je rekel, da Amerika sedi na največjem naftnem polju na svetu in zakaj bi nafto uvažali Saudske Arabije, če jo imajo pa doma in bi jo lahko svoji ljudje predelovali. In zaradi tega, ker bo pridelana v ZDA enaka količina, namesto uvožena iz Bližnjega vzhoda, ne bo niti ena galona več pridelana, ampak bo pridelana doma. Torej onesnaževanje ne bo večje, celo manjše bo, ker tankerji tudi onesnažujejo. Ne? Tako da, kar se tiče fosilnih goriv, je treba spet biti previden. Jaz sem zelo velik pristaš elektrifikacije. Zakaj? Ne samo zaradi fosilnih goriv oziroma onesnaževanja takega, ampak tudi drugačnega. Mi imamo različne vrste onesnaževanja. Eno je tudi zvočno onesnaževanje. Če greste vi v velika mesta, pejte recimo v eno Indijo ali pejte tukaj po Evropi ali pa po Zahodu, ali pa pejte v velemesta na Norveškem ali pejte v velemesta na Kitajskem, tam, kjer je večina vozil že električnih. Boste videli, kakšna razlika v hrupu je. Ne? Električni pogon je izredno enostavno upravljiv. Električni pogon je lažji. Električni pogon ima daljšo življenjsko dobo. Ne glede na to, da je problem z razkrajanjem, bom rekel, materialov, tukaj konkretno baterij in tako naprej, ampak so življenjske dobe materialov izredno dolge. Pri benzinskem motorju imate vi trenje, bati se obrabljajo in tako naprej, morate imeti olje, ki se hladi, vse to greje atmosfero. Segrevanje atmosfere skozi izpušne pline je zelo velik problem in se
tudi zdaj s situacijami, ki se ukvarjamo, da se morska gladina dviguje in tako naprej, da se talijo ledeniki, je posledica segrevanja atmosfere. Ne samo seveda od avtomobilov, tudi od tovaren, od večje število populacije in tako naprej, ne nazadnje tudi od živinoreje, ki smo prej rekli, ki proizvaja metan pri prežvekovanju in tako naprej. Vse to govori v prid električnemu avtomobilu. Je pa res nekaj, da električni avto, tako kot je zdaj, da ne govorimo o električnem letalu, ne, ki zaradi varnosti in ker mora biti še vse bolj lahko in tako naprej, je še nekaj stopenj za električnimi avti, ampak električni avti danes so še vedno vmesna faza razvoja. Če pogledate na Kitajskem, se že gradijo ceste, ki imajo pripravljene kanalete za vgradnjo vodnikov za induktivno polnjenje vozil. Da bo odpadla infrastruktura polnjenja, kot jo imamo danes, ampak se boste med vožnjo, ko se boste peljali, boste napolnili avtomobil. Zaradi tega bo bistveno manj potrebnih baterij tudi, čeprav danes so že tudi baterije drugih tehnologij, ker imajo manj litija in tako naprej, pa ga nimajo, tako da je tudi posredno nasneževanje manjše. Danes električni avti imajo toliko manj komponent, da so lahko tudi cenejši. Če imajo manj komponent, pomeni, da je tudi proizvodnja komponent cenejša. Pejte si ogledati, pejte na spletno stran od Xiaomija, Megafactory, boste videli, da so zdaj Kitajci naredili tovarno, kjer izdelujejo en električni avtomobil na 67 sekund. Kamioni pripeljejo sestavne dele do tovarne, avtomatsko se razložijo, na drugi strani pride avto stestiran ven. Vsakih 67 sekund. Avto bo imel 1200 km dosega, 10 let garancije, proizvodna cena $4950 ameriških dolarjev. Veste, avtomobila na notranje izgorevanje, tudi če ne vem, kakšno količino naredite in tako naprej, ga ne morete narediti za ta denar, ker je enostavno preveč mehanske obdelave in tako naprej. Ja, bojo ostali avtomobili v bodoče tudi na notranje izgorevanje, ampak bo tako dragi, da si jih bo lahko privoščili samo najbogatejši. Drugi bojo šli na elektriko. Verjemte mi, to enostavno ne more drugače biti. Je pa tudi elektrika, bom rekel, vmesna faza do drugih energij, ki so še učinkovitejše, vodik na primer, recimo vodikove gorivne celice in tako naprej. Ampak notranje izgorevanje, ki se greva atmosfero in proizvaja hrup in proizvaja prašne delce, da imamo smog in tako naprej, to ni več opcija za ta planet, ker nas je enostavno preveč na planetu. Kdaj pa se bomo vozili s temi brezpilotnimi taksiji, avtomobili? To se lahko že zdaj. Ni problem. Tehnologija sploh ni problem. Problem je zakonodaja. Zakonodaja ima pa en zelo velik problem v kibernetski varnosti. A veste, vsa ta letala, leteči taksi, če lahko rečem, to bojo letala, ki bojo popolnoma avtonomna. Ker imajo več propelerjev, imajo več sistemov in to pilot ne more več upravljati. Nažalost, bom rekel, sposobnost pilotov se končuje in era pilotov končuje. In če imate otroke, pejte na letališče in dejte se poslikati ob letalu, ki še ima krila, ki ima mogoče samo en motor, jih nima 10 na krilih, in s pilotom v uniformi, ker ko bojo vaši otroci odrasli, bo to vse samo še v muzeju. Toliko hitro se tukaj spreminja. In zato je seveda treba narediti sistem
ker bo ta letala brezpilotna, ker bo ta letala sama sebe upravljala, vedela bodo, kje je končni cilj, ampak vmes ne bo več zemeljske kontrole, že zdaj je to rešeno na nivoju tehnologije, se sama v zraku sporazumevajo in tako naprej pristajajo na vpično, da ne uničujemo najboljše kmetijske zemlje za velike terminale in tako naprej. In ti leteči taksiji bi lahko jutri že normalno, bom rekel, bili vključeni v komercialni promet. Nenazadnje, kar je bil največji izziv, dokazati, da je električni pogon enako varen kot bencinski ali pa reaktivni, smo mi v Pipistrelu naredili. To je tretji mejnik v svetovnem letalstvu. Ampak problem je drugje, da tisti, ki je naredil sistem, zato da ta letala lahko letijo po zraku in se upravljajo sama in tako naprej, tisti ve tudi, kako se v tak sistem da prideti. In danes smo vsi na trgu in za ta prav denar se da vse kupiti. In tisti, ki se jih vsi bojimo, in teroristi, in uni na uni strani in tako naprej, imajo toliko denarja, da lahko te ljudi kupijo in uporabijo leteče taksije tudi za take namene. In zato so letalske oblasti previdne in ne izdajajo certifikatov za taka letala, ki so popolnoma avtonomna za prevoz potnikov, ker kibernetska varnost ni zagotovljena. Če vam nekaj pove, kakšno paniko smo mi naredili v tem letalskem svetu zakonodajnem, da so se letalske oblasti, ki niso verjele, da je to sploh možno, ne? Ker je najprej Airbus rekel, da bojo razvili, Siemens rekel, da bojo razvili električni motor in ga certificirali za uporabo v komercialnem letalstvu, da ga bojo v 2 letih naredili, po 3 letih ni bilo nič, v 4. leto so oddelek razpustili. Airbus je rekel, da bojo razvili letalo električno za šolanje, ne, v 3 letih, po 4 letih so prekinili vse in pol je 6. junija 2020 se je pojavil neki Pipistrel, ki je certificiral in motor, in baterije, in letalo. In od 6. junija 2020 do danes ni nobenemu drugemu uspelo certificirati niti pogona, niti letala. Zakaj mislite, da ne? Zaradi tega, ker so letalske oblasti spoznale, kakšno napako lahko naredijo, če grejo v to, brez da rešijo kibernetsko varnost. Mi smo imeli veliko srečo, če lahko temu rečem, da takrat, ko se je Evropa, zdaj bom rekel tako, ne, ko je Evropa tekmovala z Združenimi državami Amerike, kdo bo prej certificiral električni pogon, ne, ali Američani ali Evropejci, so Evropejci, bom rekel, šli mogoče tudi malo hitreje v spremembo vse zakonodaje, ker ni bilo za električni motor, ni bilo zakonodaje, programe šolanja in testiranja in tako naprej, in so certificirali naše letalo, zato da je Evropa prehitela Američane, ampak zdaj je pa panika. In bo trajalo, preden bo naslednji certificiral samo motor, ne pa letečega taksija. Ker če imate vi vdor v sistem in da imate, ne vem, nad Londonom 2-3 tisoč letečih taksijev in da prije nekdo noter, a si predstavljate ta dež, plovil dol, vsakem so 4 ljudje, konec je z letalstvom, ne? In zaradi tega so previdni. Tako da bo kar nekaj časa še trajalo, da bomo videli množično uporabo brezpilotnih letal v komercialnem prometu za ljudi. Za tovor ni problem, ker tovor vi lahko peljete tudi tam, kjer ni infrastrukture dol, kjer kjer so nenazadnje tudi pogoji za certifikacijo bistveno enostavnejši in tako naprej. Za komercialni prevoz, zlasti v velikih mestih, so pa pogoji, čeprav je samo 2- ali pa 4-sedežno plovilo, popolnoma enaki kot za enega Airbusa ali pa Jumbo Jeta ali karkoli. Omenili ste Evropo, ne? Zdaj cela Evropa gleda ta napad Rusije na Ukrajino in še en fenomen, ne, se je pojavil. Ne? Droni
se mi zdi, ne, da so tako spremenili te vojaške operacije, kot jih je v bistvu tank. Kako vi vidite zdaj to vlogo teh dronov v vojni in potem tudi naprej za zagotavljanje varnosti, ne, ker vi ste enkrat dejali, da je Slovenija premalo varovana država? Ja, zdaj tako, če bom rekel spet eno bogokletno, da mi jutri spet izjava tedna, ne. A veste, da je Slovenska vojska edina, katere vojaki nadzirajo tisto, kar imajo nadzirati z daljnogledom. Vsi drugi imajo že drugačne sisteme. Ja, Slovenska vojska ali pa Slovenija je premalo varovana. Mi smo imeli evropski vrh tukaj, na to se nanašajo verjetno vaše besede, kjer so bili praktično predsedniki cele Evrope in ne smo imeli niti ene protidronske zaščite. Si predstavljate to? Danes kupite dron za $30, evrov, mu daste gor ročno bombo in greste na Brdo in naredite svetovni masakr, bi rekel človek lahko. Ne? To je danes možno. Danes so droni, ampak dajmo reči, namesto imeti dron, dajmo reči prevozna sredstva, ki nimajo človeške posadke. Če rečemo droni, napačno lahko ljudje dojemajo, da gre to za letala. Danes so droni tanki, danes so droni podmornice, danes so droni umetne čebele, če lahko temu rečem, tako majhni so že droni, da grejo skozi ključavnico recimo. Ne. Danes so droni humanoidi, roboti. Danes je tega razvoja tehnologije brez človeškega upravljanja ogromnega in do Ukrajine so bili tukaj dejansko, bom rekel, so imeli primat v glavnem Izraelci, zlasti na nebu, ne, pa tudi Američani, in so bili droni, ki so stali po 30-40 milijonov eden. In v Ukrajini se je prva sprememba zgodila, ko so Turki, Bayraktar, so naredili drone, ki so stali 10-krat manj ali pa 30-krat manj, skoraj enako učinkoviti. In tretja zadeva se je zgodila, ko so začeli pa Rusi kupovati od Irancev drone, ki stanijo pa par sto evrov za množične napade. In vojskovanje z droni v Ukrajini je pokazalo zlasti nekaj, da ga ni področja, kjer lahko dron upravlja bojne naloge boljše kot pa vojak. In če ste prej omenil tank, ne, tank je bila velika revolucija na tleh, droni so pa revolucija na vseh področjih, ne. Tudi na kibernetskem področju. Ne. Tako da Ukrajina je pokazala, da tehnologije, kot so strojno učenje, strojni vid, umetna inteligenca in tako naprej, v kombinaciji z izredno napredno elektroniko, ki je vsak dan bolj minimalistična, senzoriko, kjer je lahko kamera velikosti bucike ali pa glave igle lahko tako kvalitetna, kot gledamo televizijo danes na takem formatu. Vse to je popolnoma spremenilo dojemanje in obrambe in pa seveda tudi agresije. Če vam povem, da danes recimo v Ukrajini, ne, če se nekaj napada, ne, gre na stotine dronov, ne, ki nobeden ne nosi orožja, ampak imajo eno samo stvar na sebi in to je ojačitveni signal, da protidronska obramba misli, da so to velika letala. So pa to taka majhna letalca, ki grejo na vse načine in potem seveda vaš kao sovražnik, ne, strelja vso municijo, ki jo ima, ker mislijo sistemi, da je močen napad in ko spuca
municijo, pol gre ta prava bomba. Ne. Danes je dojemanje, bom rekel, obrambe in agresije popolnoma drugačno. Ne. In če se še do včeraj, do Ukrajine ali pa tudi zdaj do zadnjih, bom rekel, do zadnjega obdobja ukrajinske vojne, se je še lahko drone, bom rekel, motlo z raznimi signali, da ste prekinili komunikacijo z njimi in da zaradi tega ne vem, niso napadli tistega, kar so mislili, čemu je bil namenjen. Danes je tudi tukaj že drugače. Dron ne rabi več komunikacije, ne rabi več satelitske povezave. Dron se sproti uči. Dron gre po terenu, ki ga ima v svoji bazi in se sam odloča, kam gre proti terenu, katero pot bo ubral in točno ve, kje mu je cilj. In doskrat tudi tega ne potrebuje več. Ima dovolj samo horizont, pogled proti horizontu in že ve, kam gre. Toliko hitro se, bom rekel, ta vojaška tehnologija spreminja, da jo je že težko slediti. Ne? In če pogledate recimo najbolj krut teroristični napad masovni, ki se je zgodil ne v Ukrajini, ampak v istem času na Bližnjem vzhodu, ne? Da so telefoni oziroma oddajniki, ne, vsi naenkrat eksplodirali, recimo, ne, da gre razmišljanje o tem, kako bomo ta nori svet naredili še bolj nor, že do proizvajalca recimo telefonov in vsak, ki imamo telefon, lahko imamo noter neki eksploziva, ki sploh ne vemo za njega, tako kot oni niso vedeli. Veste, ta svet postaja res nor, ne, in ta civilizacija se v 10 000 ali pa 20 000 zadnjih letih moderne civilizacije ni naučila niti tega, da vojne nimajo nobenega smisla, razen tega, da ljudje trpijo in vse vojne končajo z zelo slabim mirovnim sporazumom. Ne? Ampak denarja gre pa več kot za vse drugo. Če bi šlo toliko denarja za zdravstvo, za medicino, za farmacijo, protetike in tako naprej, kot gre za obrambno industrijo, ljudje bi že živeli 200 let, sem prepričan. 200 let. Ja. Vam je po teh letih, odkar ste prodali Pipistrelke, žal, da ste ga prodali, kako zdaj gledate na? Odločitev seveda ni bila lahka, sej sem že večkrat povedal, ampak tako da tisti, ki ne veste, zakaj sem prodal Pipistrele, ravno, čeprav jaz pravim, da ga nisem prodal, jaz sem ga zelo dobro poročil, ker sem mu dobil najboljšega možnega ženina, družbo, ki je 100 let že zdaj v letalstvu uspešna in združuje cestne, bel helikoptere in tako naprej. Ni to neki sklad in zato verjamem, da bo šla zgodba tudi naprej. Ko smo mi certificirali električno letalo, so se pojavile tako veliki apetiti po svetu, da bo šlo vse v elektrifikacijo letalstva, da mi niti slučajno ne bi mogli varovati ali pa ščititi vsega tega našega znanja. Ker veste, 40 milijoni prometa, vi ne morete konkurirati konglomeratom, kot so Airbus, Boeing in tako naprej, ki imajo samo v razvoju zaposlenih 10-krat, 20, 30-krat več ljudi, kot jih imamo mi v 230 v celi firmi takrat. Ne? In jaz sem vedel, da v enem letu, 2 letih nas bojo pojedli ali pa onemogočili in sem vedel, da je s Pipistrelom konec, če nekaj ne naredim. In lahko bi trmaril, lahko bi rekel, pa se ne prodam ali pa bom šel naprej in me danes verjetno, oziroma danes Pipistrela ne bilo več, tudi mene verjetno danes tukaj ne. In sem se odločil, ko so prišli do mene, ko smo že prej sodelovali s Textronom oziroma z Belom, razvijali smo baterije za njihov ta leteči taksi,
so rekli, zakaj ne združimo, mi tega nimamo, ne? Čeprav smo, bom rekel, Cessna eno znanih podjetij na svetu, ki izdeluje letala, ampak o elektrifikaciji mi nimamo nobenega programa, rabimo ga pa za leteče taksi in tako naprej. Zakaj ne združimo? Tukaj moči, jaz sem rekel, lahko, če ohranite blagovno znamko v Sloveniji, če ohranite razvoj v Sloveniji, če ohranite proizvodnjo v Sloveniji, če bo šli vsi moji projekti naprej, če nobeden ne bo izgubil službe in če bo vsi moji zaposleni ohranili svoje delovna mesta. In to smo se pogajali, ne vem, krepko več časa, kot o tem, koliko bomo pol kupnine dobili. In ko sem jaz ta zagotovila dobil, sem vedel, da sem Pipistrel dobro poročil in še danes s ponosom povem, da je bila to pravilna odločitev, čeprav ni bila lahka. Ampak glejte, jaz sem pustil Pipistrel, zdaj bo 15. aprila, bo 3 leta, jaz sem ga pustil z 230 ljudmi, danes jih je 500. Vlagajo več letno v razvoj, kot sem jaz imel prometa. Vsi moji projekti grejo naprej. Vlagajo v infrastrukturo, celo nekateri programi iz Amerike prihajajo sem. In moram reči, da jaz sem seveda na Pipistrelu še vedno častni zaslužni predsednik, da ko grem tja in ko vidim, kako gre zadeva naprej in ko vidim, da ohranijo tudi notranjo organizacijo, motivacija in tako naprej, te vrednote, na kateri sem jaz zgradil zgodbo, da ni nič kaj, bom rekel, v navednicah ameriškega, ampak so vse to ohranili, da vidijo, da je to dodana vrednost, mi ni prav nič žal. In kupil sem si vstopnico za tisto, kar zdaj delam, kar rad delam, in kupil sem si vstopnico, da sem lahko pomirjen, da se vsak dan zjutraj ne sekiram, kaj se je po svetu zgodilo, ali bomo imeli dovolj močne odvetnike, da lahko, ne vem, pariramo odvetnikom nekoga, ki se je poškodoval ali pa neke letalske nesreče, da bom imel dovolj denarja za plače ali ga ne bom imel. Vseh teh preganjavic zdaj nimam. To mi je kupnina omogočila in vsem zaposlenim je pa omogočila, da bo imeli tako socialno varnost, da bo lahko vsi in družine, ki jih je na Pipistrelu kar nekaj, lahko dočakali tam v Pipistrelu penzije oziroma pokojnine, ker je socialna varnost pod okriljem Textrona bistveno večja kot pa pod eno osebo, kot sem bil jaz. V našem podcastu imamo tudi vprašanje publike, ko počasi zaključujemo in nekaj je zelo zanimivih. Pred leti ste naredili nadvse zanimiv koledar 2010, malce da pojasnim naši publiki, ne, na pol goli vi, pa potem tudi vaši sodelavci. In vprašanje je, in to je bilo že leta 2010, to je treba vedeti, ne? Od kje je ideja, ne? Kako je to potekalo in kako ste prepričali sodelavce in kakšni so bili odzivi? Ja, to je bila tako imenovana tehnična erotika, smo mi te rekli. Mi smo imeli enega fotografa, zelo dobrega tudi, ker jaz sem tudi seveda s fotografijo se ukvarjal in smo rekli, zakaj ne naredimo nekaj. Namreč jaz zdaj veliko doniram, to ste verjetno spremljali, ne, v javno zdravstvo in tako naprej, teh 25 milijonov pa gasilcem in tako naprej. Jaz sem prepričan, da ljudje moramo biti do družbe odgovorni in ko prije čas je treba vračati, ampak takrat, ko smo v Pipistrelu ves denar, ki smo ga imeli in ki ga nismo imeli, vlagali v razvoj, ni bilo denarja za donacije in tako naprej. Tudi, hvala Bogu, smo dobili od države 6 milijonov nepovratnih sredstev in tukaj se vsem vam zahvaljujem, ker je tudi vaš denar šel v to, zato da je bil Pipistrel uspešen. In zato sem tudi doniral vsega skupaj 30 milijonov in to je bila najboljša naložba države v Novi Sloveniji, ker je 5-kratno dobila nazaj tisto, kar je vložila v Pipistrel. Ampak takrat smo tudi hoteli biti družbeno odgovorni, smo bili. In jaz sem pomagal Fundaciji Vrabče Kupanja, še zdaj,
ki skrbi za otroke s cerebralno paralizo, bolnice v Šempetru. In jaz na take dogodke, kot je zdaj ta tukaj, jaz nikoli ne zaračunam niti potnih stroškov, niti nič, ampak sem zelo srečen, če se organizator obnaša družbeno odgovorno ali pa kaj donira in tako naprej. In zbiram denar skozi to tudi za to fundacijo. No in takrat smo rekli, dajmo nekaj narediti. In smo seveda naredili koledar in potem smo naredili tudi javno licitacijo. Mislim, da je bilo nekih 2000 ljudi tam na tisti prireditvi. Pokojni Sašo Hribar je imel licitacijo in tako smo take velike slike naredili in smo jih prodali. In takrat smo, mislim, da zaslužili 30 000 evrov ali nekaj takega za te otroke v Stari Gori. Ja, je bilo kar odmevno. No, tako da, in veste, tako bogati kolektiv, ne, ga dela močnega. Veste, jaz nisem nikoli imel denarja, da bi lahko s plač kupoval ljudi. Mi smo imeli plače 5-krat nižje, kot bi jih moji inženirji z znanjem, ki jih imajo, dobili nekje v ZDA in tako naprej. In z nobenim nisem imel podpisane pogodbe o zaposlitvi s konkurenčno klauzulo. Vsak bi lahko šel, pa ni šel nobeden, ker je videl najboljšo možnost kapitalizacije svojega znanja v Pipistrelu. Jaz bi lahko na prste 2 rok preštel, koliko ljudi je šlo stran v 30 letih. In taki dogodki, pa team buildingi, pa nagrajevanje zaposlenih, zmage, a veste, to, da so ljudje lahko ponosni na to, kar so dosegli, ne, to, da s ponosom povejo, kje so v službi, to je tisto, kar dela kolektiv močen. Ne? In tukaj moram reči, da si imel srečno roko. No? Še nadaljujeva, ne, pravijo, da je biti na vrhu zelo osamljeno. Ponovadi ste vi tisti, ki podpirate, ste navdih drugim, kje pa vi dobite podporo, komu se vi lahko zaupate, postokate recimo, na koga se lahko naslonite? Ja, jaz sem vedno bil del kolektiva in me tudi kot takega kolektiv sprejel in v času najhujših težav je bil kolektiv edini, na katerega sem lahko se obrnil in tudi moji zaposleni, ko so imeli težave, so se vedno lahko obrnili name. Ljudje smo taka ogledalca, veste, to, kar damo, to dobimo. Ne? Jaz sem vedno tudi delovne pogoje imel take, da bi si jih jaz sam želel. Ne? Jaz sem zakonom prepovedal, mislim, z internim aktom prepovedal nadure. Ne? Mi smo delali od 7 do 3 in če 15:03 ni bil alarm klopljen, drug dan sem jaz hotel imeti poročilo, ker sem hotel, da moji zaposleni grejo domov, da imajo nekaj od življenja in tako naprej. To je potem se stke eno tako ena taka vez, ne, da je kolektiv tisti, ne, ker itak celo življenje preživimo v kolektivu, vsaj tisti, ki delamo tako, ne, da je kolektiv tisti, ki se mu lahko potožiš, ampak seveda moraš pa vseeno tudi, če priznaš ali pa če poveš, da imaš težavo, moraš biti močen. Ker kolektiv pričakuje močnega vodjo. Ker kolektiv zaupa vodi in ve, da jih bo popeljal tja, kamor morajo iti. Ne? Tako da najprej morate biti prepričan vase, da lahko prepričate druge. To pa ne pomeni, da nimaš težav, da ne rabiš podpore, da ne rabiš se nekomu potožiti in tako naprej. Ampak moraš se pa počutiti močnega, zaradi tega, da ti kolektiv zaupa in da te potem, tudi ko imaš težavo, da te potegne ven. In glede na to, da smo v mestu akrobatov, kjer se zbirajo mladi nadobudni podjetniki, kaj bi jim svetovali za konec? Ja, veste, tako je, ne, če že govorimo o letalskih akrobacijah, ne, oziroma o letenju. Jaz sem se zelo bal, ne, ker sem bil majhen letal, ampak pol, veste, ko enkrat začutite tretjo dimenzijo, ki človeku ni naravna. Ne? Ker če človek do pred 100 leti, če je hotel leteti, je razprl roke in skočil v skale in se ubil. Ne? Zato nas je malo strah letalstva. Ne? Zato so tudi taki standardi v letalstvu, čeprav je največ nesreč zaradi pijanih pilotov in tako naprej. Ampak ko vi, bom rekel,
neki, ne vem, ko razmišljate, ne, drugače bom rekel. Kako sva rekla točno vprašanje? Kaj bi svetovali? Kaj bi svetovali? Dejte sanjati tako, na način, kako bi to povedal, da ste prepričani, da tisto, kar bi radi naredili, ne glede na to, da ima neke prepreke, da dosežete. Letalo, veste, letenje je droga. In če je letenje droga, je testiranje letal ali pa so akrobacije trda droga. In zaradi tega dejte si poskusiti organizirati življenje tako, da v tistem, kar počnete, tudi uživate. Ker danes ni več tako, kot je bilo, ko sem bil majhen, ko so mi starši rekli, ja veš, 8 ur boš moral delati, da boš lahko 8 ur pohajal in 8 ur spal. Danes najboljši del svojega življenja preživimo v službi, v kolektivu. In če tam nismo zadovoljni, in če tam se počutimo slabo, če tam ne vidimo motivacije, če gremo tja slabe volje zjutraj, potem je to osnova za vse težave, ki jih imamo v življenju. In zato bi svetoval ali pa če lahko sam mnenje dam, nimam pravice svetovati, bi rekel, kolikor se da, dejte se postaviti na prvo mesto in dejte si zorganizirati življenje tako, kot veste, da bi si ga radi zrihtali. Danes, veste, je vsaka služba na dosegu leve tipke na miški. Na celem svetu. Nobeden ne more reči, ja, ti lahko, jaz ne morem in tako naprej. Ne, ni res. Danes je vse možno, karkoli si zaželiš, sam prepričan moraš biti vase, prepričan moraš biti, da noben zid ni tako debel, da ga z glavo ne moreš prebiti in biti moraš vztrajen. In to je zelo enostavna logika za etično življenje. In gospod Boscarol, zdaj se nam bo predstavil mladi akrobat Domen Trontelj iz Paxie. Vam pa res najlepša hvala, da ste prišli na naš podcast in delili z nami te iskrive misli. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Lep pozdrav, sem Domen Trontelj, študent biokemije in v bistvu tudi soustanovitelj podjetja Paxia d.o.o. Prvo bi rad izkoristil priložnost, pa se zahvalil predvsem Petri, pa celotni ekipi na Katapultu, da so mi izkazali to čas, pa me povabili sem, da se predstavimo taki legendi slovenskega podjetništva, kot je gospod Boscarol. Rad bi predstavil danes svojo zgodbo, za kar so me prosili, in ta svojo skromno zgodbo, ki se je začela v bistvu že recimo temu v osnovni šoli v 1. razredu. Takrat sem s podjetništvom začel tako, da sem prodajal posušena zelišča, ki sem jih sam nabral, tudi sam posušil ob naši lokalni ulici. No, ampak kmalu zatem sem mogel svojo obrt na žalost zapreti, ker je prišla prva sanitarna inšpekcija, moja mama, nato pa še finančna inšpekcija, moj oče. Tako da sem imel malo premora, da sem naredil osnovno šolo. No, pa iz preskoka iz osnovne šole na srednjo šolo sem pa začel za svojo drugo podjetniško zgodbo. V bistvu smo z ekipo razvili tole malo napravco, spektrometer, to večini od vas dosti malo pove. Pravzaprav gre za napravo, v katero date vzorec, spusti skozi malo svetlobe in na podlagi te svetlobe, koliko se absorbira, določimo neke stvari v tej komponenti oziroma v tem vzorcu. No, to sem razvil takrat v srednji šoli, prijavil sem se na tekmovanje Papre, tam sem dobil neke začetne finance, da sem lahko v bistvu ustvaril, si nabavil material, malo spajkov, lotov, reskal. Potem, kar sem pa največ odnesel tega tekmovanja, pa je, da so me v bistvu povezali z Katapultom, kjer smo danes. Po srednji šoli, 3., 2., 3., 4. letnik gimnazije ostali so delali vozniški izpit, jaz sem se pa z vlakom furil iz Celja v Trbovlje, zato da smo skupaj z takratnim mojim mentorjem Jernejem razvijala oziroma industrializirala celotni izdelek.
Tudi rad bi se zahvalil svoji ekipi, zato ker zaenkrat sem sam pred kamero, ampak za mano stoji 6, 7, 8 res nadobudnih, fascinantnih študentov, biokemikov, kemikov, elektrotehnikov, ki so mi v bistvu pomagali pri celotni zgodbi. Zdaj, kot večina teh prvotnih zgodb se nismo držali tistega načela, ki ga je gospod Boscarol prej povedal, in to je, nismo preverili trga dosti dobro. Mi smo hoteli prodajati šolam, res smo hoteli znanost narediti zelo dostopno. Mislim, taka naprava je v vsakem takem dostojnem laboratoriju na svetu. Pred vami je pa v bistvu ena izmed najmanjših, najcenejših, najkompaktnejših. Ampak vseeno nekaj, ki niso hoteli, vsaj tista naša ciljna publika, in je bilo treba malo pivotirati. Trenutno se pogovarjamo z biotehnologi, veterinarji, kmeti, da jim omogočimo dejansko testiranje na terenu. No, kot v bistvu smo se takrat soočili z problemom, zelo ironično, da smo imeli problem, da ni bilo problema. In je bilo treba ta problem nekako rešiti in zato smo iskali nove rešitev, nove ideje. Na srečo imamo zelo dobre partnerje, soustanovitelje, investitorje, ki so nam pri tem pomagali. Skupaj smo razvijali ene sisteme. Trenutno se še kar ukvarjamo na tem področju senzorike. Naredili smo sicer malo večje škatle za senzorji, ki jih dejansko potopimo v vodo, potem pošiljajo podatke na oblak. Vse v glavnem zelo take tehnične stvari. No, kot smo že prej slišali, zdaj potreba po, zdaj povedal, v bistvu predstavlja eno našo novo zgodbo. Potreba po električni energiji čedalje bolj narašča. Zdaj imamo Pipistrel, ki je v bistvu zelo naredil par inovacij, pri tem tudi pripomogel k temu, da narašča. Potem imamo električne dobile in tako dalje. Večina ljudi se pa fokusira predvsem to, na kak način bomo električno energijo shranjevali oziroma jo pridobivali ceneje. No, mi smo pa šli malo obratno pogledati, kje bi se dali zelo prehraniti. Zdaj, 2% celotne električne energije na svetu, ki se pač porabi, se porabi za to, da po domač povedano očistimo naše odplake, torej v čistilnih napravah. In 50% tega, torej 1% celotne energije, ki jo na svetu porabimo, gre za aeracijo bazenov. Zato, ker bakterije te odplake pojejo. Tako mi rabimo hrano in jo pojemo, tudi bakterije pojejo to, in ker rabimo mi kisik, dihamo, tudi bakterije pri tem porabijo zelo, zelo veliko kisika. In to je zelo energijsko potratno. In pa sem prišel čez neke znanstvene literature, oglasil sem se na parih teh komunalnih čistilnih napravah in sem ugotovil, da proces vodenja tega ugašanja puhal je zelo tako, rečemo temu, staromoden. In sem prebral tudi nekaj dosti literature na to temo, naredil svoj research in smo ugotovili, da z našim sistemom, z našo platformo, ki jo trenutno razvijamo, zmanjšamo to porabo električne energije tudi za do 30%. Zdaj, na svetovni ravni je to en zelo velik prihranek električne industrije. Tako da, kje smo trenutno? Trenutno smo v podjetju z 8 študenti in 2 mentorjema, ki iščemo pilotnega partnerja za pilotni projekt, kjer bi lahko tako našo platformo v bistvu zagnali, pa malo pripomogli človeštvu, da malo zmanjšamo svojo porabo pa svoj ogljični odtis. Tako da, še enkrat hvala za pozornost, pa lep dan še naprej.